pozdravljeni, danes je res vlada obravnavala to pomembno točko dnevnega reda iz njene pristojnosti. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in nekaterih drugih je v obravnavi, javni obravnavi z različnimi deležniki, najprej za te strokovne skupine, potem še posebej skupaj z lektorsko konferenco. Vmes je bila potem usticena tudi izredna seja pristojnega matičnega delovnega telesa Državnega zbora. Torej, več mesecev je trajala priprava te spremenjene uredbe. S to uredbo nadomeščamo uredbo, ki je od leta 2004 zakoličila nov sistem financiranja visokega šolstva, tako imenovani kosovni ramsam sistem financiranja, predvsem za univerze. Univerze dobijo nek delež javnih sredstev, s katerimi pa razpolagajo v skladu z lastnimi pravili, avtonomijo, suvereno. Ta uredba v pomembnem delu nadgrajuje prejšnjo, ne v smislu, da bi se odmaknili od tega kosovnega modela financiranja, ampak v smislu, da kriterije, kako se ta sredstva določijo v posamezni visokošolski ustanovi, ki so bili v preteklosti tudi zaradi evolucijskih razlogov, torej tega, da so mnoge univerze bile v fazi rasti, razvoja svojih različnih študijskih programov in članic, je temeljil predvsem na kvantitativnih kriterijih. Število študentov, upisanih študentov in število diplomantov, razmerje med tem je bilo po večini ključen kriterij, merilo, po katerem so se sredstva delila. Zdaj to metodo spreminjamo in v ospredje kot v vseh naših prizadevanjih stopa kriterij kakovosti, ki se kaže skozi mnoge kazalce. To so povezani z presojami Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, zadevajo področje internacionalizacije, področje socialne komponente in nekaterih drugih, ki so v uredbi izpostavljeni. Tudi učinkovitost izvajanja študija, kar pomeni uspešnost zaključevanja študija študentov, ki v nek zavod vstopajo. Zagotavlja ta uredba skupaj s tem tudi bistveno večjo stabilnost financiranja, kajti financiranje je razdeljeno na dva stebra. To je temeljni steber, ki zagotavlja v pretežnem delu predvidljiv obseg sredstev, s katerimi lahko univerze in visokošolske ustanove v prihodnem obdobju računajo, da bodo izvajali svoj študijski program in tudi načrtovali svoj razvoj. Drug steber je pravno razvojni steber, kjer bo zagotovljena dodatna sredstva in kjer bodo visokošolski akterji na razpisih po različnih kriterijih konkurirali za ta sredstva in iz njih financirali svoje pomembne razvojne ambicije. Med drugim tudi, ni to izključno ta vidik, ampak tudi ustanavljanje morebitnih novih članic, novih študijskih programov, vsega tistega, kar morda nimamo v ponudbi, v visokošolski ponudbi v Sloveniji dovolj, torej, ker je ta premalo diversificirana. Seveda, pri vsakem takšnem dokumentu predstavlja poseben problem prehodno obdobje. Ko preideš iz enega stanja v drugega, je tu potrebno zagotoviti nek zvezni prehod. Tako imamo, ker poteka v Sloveniji uvajanje novih študijskih bolonjskih programov, vrsto študijskih smeri, kjer ti programi še niso razvili v celotnem ciklu, torej obstajajo zaenkrat samo vpisani v prvi letnik oziroma v drugi, prve stopnje ali pa v prvi ali drugi, tretje stopnje. In zato smo zagotovili dodatna sredstva in bomo skozi to uredbo v prehodnih določbah omogočili, da se bodo na teh visokošolskih ustanovah neovirano odvili ti cikli do konca in da se bodo ta sredstva nadaljevanja tudi uštela v tako imenovan temeljni steber, iz katerega bo zagotovljeno stabilno financiranje. To je nek vidik, ki je bil nekaj časa še odprt, predvsem zaradi tega, ker ni bilo jasno, ali bomo v proračunu 2011 razpolagali zadostnimi količino sredstev. Konec lanskega leta nam je uspelo v dogovoru z ministrstvom za finance realizirati določena izplačila, ki so nam omogočila, da v letošnjem letu v proračunu razpolagamo z zadostnim obsegom sredstev, zato da se bo vrsta program in vse določile te uredbe lahko neovirano uveljavili in da visokošolske ustanove ne bodo v zvezi s tem imeli nobenih težav. To je v grobem osnovna vsebina te uredbe.
Povedal bi še, da z njo anticipiramo pravzaprav določeno ureditev, ki jo prinaša v enem segmentu, ki jo prinaša nov nacionalni program razvoja visokega šolstva. Če lahko tudi to omenim, ta nacionalni program razvoja visokega šolstva, ki smo ga celotno lansko leto pripravljali, je v medresorskem usklajevanju, tik pred zaključkom medresorskega usklajevanja znotraj vlade in bo predvidoma v nekaj tednih tudi obravnavan na seji vlade. Sama agencija za kakovost v visokem šolstvu, e-visoko šolstvo, uredbo o financiranju so točke, kjer že anticipiramo rešitve iz novega nacionalnega programa, ker ocenjujemo, da ni časa, da bi pravzaprav odlagali s spremembami, ki so predvsem orientirane v kakovost na tako pomembnem razvojnem segmentu kot je slovensko visoko šolstvo in ker tudi novih dodatnih sredstev vemo, da je visoko šolstvo v Sloveniji podfinancirano in želimo ta trend obrniti. Vemo, da na primer je ogromno opreme na visokošolskih ustanovih odpisanih, da sredstva za amortizacijo te ustanove praktično ne dobivajo, ampak če želimo ta sredstva smotrno nadaljevanje povečevati in jih učinkovito angažirati, potem je treba spremeniti tiste kriterije, po katerih se delijo in po katerih se tudi merijo učinki. Ta uredba to prinaša in v tem smislu en zelo pomemben korak naprej. Nas veseli, da so na koncu tudi člani rektorske konference, torej rektorji vseh 4 slovenskih univerz, podprli to rešitev. Seveda, ne da bi bili z vsem zadovoljni, vendar v okviru tistega, kar je mogoče zagotoviti, vsi skupaj smo na koncu ocenili, da gre za pomemben korak naprej k dvigu kakovosti slovenskega visokega šolstva. Naš namen pa je vsebino te uredbe v skladu z določbo ustave mimogrede, ki določa, da mora država financiranje univerz, tam piše državnih univerz, recimo javnih univerz, zagotoviti urediti zakonom. In to doslej v vsej zgodovini od skoraj 20 let od javnosti ustave ni bilo resnično. Želimo konec letošnjega leta po sprejemu novega nacionalnega programa vsebino te uredbe s korekcijami, ki jih bo letošnja praksa prenesti v nov zakon o visokem šolstvu in torej izpolniti to ustavno zahtevo po 20 letih zamude, da se to stabilnost financiranja visokega šolstva zagarantira tudi z zakonsko ureditvijo področja financiranja. Hvala, minister. Prosim za vprašanje, če so na to temo. Hvala lepa. Samo lepa, ja, samo vprašanje. Minister, ste premier Pahor je rektorjem zagotovil 20 dodatnih milijonov, a je to že kaj na vidiku denarja? 1. decembra smo imeli sestanek v kabinetu predsednika vlade na pobudo rektorske konference, kjer so ga seznanili z določenimi težavami pri izvajanju svoje dejavnosti, predvsem z nekim manjkom, ki se je v preteklosti zgodil zaradi tega, ker je država pravzaprav z prehodom v bolonjski sistem, ki predpostavlja torej 4+1 ali 3+2, torej 5-letni študij, ni zagotovila financiranja tistega 5. letnika. To je eden od problemov bil, ki je potreboval tem problemom. Tam smo se sestanku, torej, ki sem ga tudi samo udeležil z sodelavci, bili so prisotni tudi drugi ljudje iz kabineta predsednika vlade, dogovorili, da bomo v letu 2012 zagotovili dodatne sredstva. Mi jih vidimo predvsem v tem novem razvojnem stebru, ki ga ta sistem prinaša. Tudi takrat smo že govorili o tem novi ureditvi, ki jo ta uredba prinaša. In to je tudi v dokumentu, ki ga danes vlada sprejeta, zavedeno kot potreba po dodatnih sredstvih, ki bo v spremembah proračuna za 2012, ki je načrtovana. Podobno se je zgodila konec lanskega leta za proračun 2011, torej da bomo ta dodatna sredstva zagotovili. Hvala. Hvala lepa.